Tomič, Godler, opazovalnica. Boom. Vesel sem, da so se končno moje prošnje začele uresničevati. Te niso prošnje, so se pač moji nasveti poslušalkam in poslušalkam, da začnejo, da se končno malo sprostijo. Ne tisto, Godler, opazovalnica, ja, malo mi je narodno, kaj se nara. Ne. Relax. Disaš za nazaj ljudi. Kozarc rdečega si nali. Belga. Ne, rdečega. Ma, prosim te, rdečega. Seksi stvari je rdeč. Malvazija ni seksi. Torej. Ja. Kaj pa cviček? Ne boš rekel cviček? Cviček je rdeč. Tija, drugače. Govorijo zelo lepo. Jaz bi si od nje želel še kaj slišati. Še cel album. Cel album. Če ona izda album, citatov iz opazovalnice na ta način posnet, boom. 10 kopij. Ja. 10 na moj naslov, please. Ja, mama, skoraj sem rekel, mama celo nekaj zaloge. Preštejem, koliko sem ti ne smeš gledati, ko še kaj videti, tako da ne smeš gledati. Mava, zdaj to je bila ti 1, 2, 3, 4 še mava, ok, pa že spet suša. Ne, pa ti nehi razkrivati poslovne skrivnosti. Res, ja. Okay. Zakaj Anže Tomič, s katerim ravnokar sedim v studiu Aparatus in snemam opazovalnico, tako rad razkriva najne poslovne skrivnosti iz opazovalnice? In mimogrede, karkoli boš povedala, vedi, da te poslušajo vsi, ki poslušajo opazovalnico, ker smo v živo v studiu. I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. Ponavad, ja, to je pa tvoj signal, ne, tle noter. To je star vrhunski net je tle noter. Res je dober net tle noter. A si na Wi-Fi-ju? Ne, nisem na Wi-Fi-ju. Ker ona drugače, ona se z menoj vse zmen, lepo mi pove, vedno mi reče, oh darling, you're a treasure. Ampak zdaj pa ni šlo. Ni šlo. Na meni je bil dober, ampak ni šlo. A ti povem nekaj o ChatGPT-ju, ki je bilo meni dosti fascinantno, kar sem zvedel v mojem podcastu, ki ga delam v službi. Tehnična podpora. Tehnična podpora. Če koga zanima, poslušajte podcast o tehnologiji, kjer sem samo jaz, brez Jureta. Zveni boring, že. Ja. Bilo je eno vprašanje, pa sem pol sodelavko vprašal, ki je bila na eni okrogli mizi. In kaj sem pogruntal? Kaj? Da vse te, se pravi large language models, kot je ChatGPT, dost preverjajo ljudje, pač nizko plačena cenovna sila v Afriki. Ne? In v Afriki, zdaj, ne vem točno v katerih državah, veliko uporabljajo besedno zvezo delve into. Delve into, ja. Delve into, ne? Okay. No, delve into, kot besedna zveza je v zadnjih, ne vem, 2 letih. No, oni rečejo delve into. Prosim, ne. To ni v redu. Ne, nekaj. Vem, kjer šalo hočeš zdaj reči, ne bom zbrisal. Ven, tudi če jo rečeš. Ne? Bundo na gumbe reče, ne. To bo bip, bokle, prav čak, zdaj marker bom dal, prav bip, ker si preveč predvidljiv. Ok, kle bo bip, ok, v glavnem, hočem se reči, ampak ker je v enem od teh afriških jezikov delve into ful popularna reč, ne? Zato ChatGPT to ful rad uporablja. Aha. In odkar so te urodje od zunaj, je šla uporaba besedne zveze delve into tako eksponentno, ker folk uporablja ChatGPT, razumeš? Aha, ok. In ChatGPT govori z delve into, kar očitno v Ameriki saj res ni bilo toliko uporabi, ne? Ja, mogoče malo tako staromodno. Ja, se to, ne? Zdaj pa že spet ful aktualno, ker nekako preko Afrike, ne, teh ljudi, ki to pač pomagajo tem modelom, ne? To bi si mislil, tako nerazvita dežela. Oh, God. Ne, mene kar... Ti je všeč, da delve into... Pa še zmeraj bolj razvita, kot Slovenija. No to, veš, če ne bi bilo tega dela šale, bi bil rasist. Tako je pa ta del šale, je pa v redu, ne? Jaz pa rasist, please, jaz sem za mir in harmonijo med vsemi. Sorry. Sosed bomo jak, ne, ali ne bomo jak, ali že, ne? Ja, to. Mislim, kdor je karkoli drugega za karkoli drugega ni vreden državljanstva. Nobene države, ne, sam na Mars pa ne hodimo. Adam, si se pripravil? Ja, Adam Musko.
ker jaz sem tle pač, ker sem javna oseba, da pritegnem folk, ti si pa zato, da se pripraviš. Ja, okay. Dej špico, valjda. Pa sej to, jaz hočem dati špico. Dej špico. Jaz hočem dati špico, ti si pa takole. Okay. Opazovalnica. Dekat tukaj. Nisva eksportala iz Discorda tistega rock komada. Svetlega, vse vam pripravljam. Ok, kaj naprej. Ne, to bom zdaj not pustil. To je bila špica. To bom not pustil. Ne, to bom not pustil. Pa star ne moreš dati tega noter. Ne, to bom not. Zdaj zato, ker jaz kul izpadam. Zdaj, če ni bilo razumljivo, Jure je bil nervozen, nisva eksportala. Kaj si še enkrat? Kaj povej na glas? Ne. Lej, ne režemo opazovalnice. Opazovalnica je surova je. Danes sva imela mal intimen pogovor pred snemanjem To je opazovalnice. res drugače. Ne bova šla v podrobnosti, Ne ker bova je šla- preveč ne bova šla v intimen, se podrobnosti. strinjam, ampak sem imela res tak človeški pogovor. Man to man. Ja, Ampak not gay. tako je moglo. Zakaj ne? Ne, Zakaj? Mal, ne. čist mal. Ne. Mal se ima rada. Tudi na ta način. Stari. Čist mal. Ne grem. Promil. Ne grem. Tudi promil ne. Tudi promila ne bi rekel. Ne. Romantične ljubezni ni, no, v glavnem, zdaj pa pet naprej. Ej, nekdo, en Ne band, nekdo. en band. Jaz sem pred zgodbo, ti ne veš, zato sem to tako mi čakal. A Ti še sploh ne imaš veš. Jaz sem še zapovedal. Okay, potem je Jaz sem to tega človeka v živo spoznal. to je segment news. Ja. Že izvoli, potem bom pa... Breaking, ker nosi eno. Sprav, Marko. Ne? Marko mu je ime? Marko mu je ime, to je ta človek, ki je tudi v Discordu objavil ta rock komat. Pravi, ljudje, ki ste že v Discordu, Ljubi me, poznajo zgubi se. Ljubi me, zgubi se, rock različico. Tako. Jaz sem par dni pred tem, ko je on to objavil in mi je rekel, da dela na rock različici, tega človeka v živo spoznal v službi. V službi? V službi? A je RTV-ovc? Ne, ni RTV. V službi smo imeli poslušanje za fene, bodimo iskreni fenice, Joker Out, poznaš skupino Joker Out. Ja. Kar ne, kaj je to, a niso ok, ne, v redu. Mislim. Ja. Svetovne zvezde. Ti, 40 let starega akademika, Ti nisi akademik. Res. 40 let starega akademika sprašuješ, če mu je všeč Šmrkov boyband. Ni boyband, pa Oh, shut up, man! Kaj pa je Joker Out kot boyband? Moram mikrofon. Kaj pa ne je mi to kot goče. boyband? Poslušaj me. Ne, oni ne, pa so bolj band, kot Stari, to je boyband. boyband. Ni. To je boyband. To se s tem se Ej, ne strinjam. S to come on. ceno. Jaz bi rekel, jaz mislim, da so bolj band, kot boyband. Nima veze, poslušaj do konca. Imeli so nov album, imajo zdaj. To je tudi lahko reklama za Joker Out, nov album. In so imeli predstavitev par komadov za najbolj zveste fene, Ja. fenice. 50 jih je bilo izžrebanih, so prišli v Tverak studio, v katedralo slovenske glasbe, studio 26, ne, ki ga tudi ti dobro poznaš, Ja. na radiju. In so poslušali pač par komadov, pa so imeli pa en tak Q&A, pa so se lahko ljudje slikali. No, in med temi 50 ljudmi je bilo, ne vem, 47 žensk, seveda, ne, Ja. in 3 moški. Ne? In jaz sem bil eno od teh ljudi, ki tam malce snemal za radio, tako video, pa za social, pa to. Ja. In že, ko so prišli ti ljudje, je en tako, hej, Anže. In jaz sem, ok, kaj pa je? In mi je pokazal, da je satelit. A on je bil en teh, Eno od teh je dveh še moških. Ja, tako. tako. Joj. Ne, disat. Ne, nisem. To je... Pa so se celo pogovarjali, je rekel, da je na Junajdu, ko je šel na maturantski izlet, zdaj je že starejši človek, da je tam začel poslušati opazovalnico in rekel je tudi... To je mogel biti hud maturanc. Vse je rekel, da je rekel, ja, jaz poslušam, no, pač da je fan, da podpira, da je satelit, in je rekel, da tudi da band in da rock komat. In potem je pred parimi dnevi objavil komat. Zdaj pa jaz bi sam tako rekel, da jaz bi mu reklamo naredil, če se strinjaš. Se popolnoma strinjam. Okay, band je Love Lorn, v bendu jih je, če sklepam samo po sliki na njihovem YouTube kanalu, ki ga bom polinkal v zapiske. Punca je. 6, ena je punca, Samo to je ena on, punca. to je tale človek. Viš, to se ne bi zgodilo on my watch. 5 fantov, ena punca. Jaz mislim, da je to zelo reprezentativno
moja teza, mogoče ne 40-letni, ampak moški poslušajo ta podcast. Da je bilo 50 žensk. To me moti pri tem bendu. 47 žensk, 3 tipi, eden od teh je bil satelit. Kako je to tehnično? Sausage party. Se reče tem, je to sausage party. Ne. Čeprav ta zadnji je tudi fant. Fant je. Daleč sedim od Daleč monitorja. sediš od mikrofona, se strinjam. Okay. I wasn't trying to be funny. Ja. V glavnem imajo YouTube kanal, par videospotov, 2 sta čez 10 čukov gledal. Tako da to. Koliko? 10 čukov na YouTubu, komat. To je ok. A je ok. Ja, mislim, to je čisto legit. V glavnem, in mislim, da so oni dal sicer 2 različice, ena je extended in jaz sem se za extended odločil. Tako da lahko Jaz sem to slišal in sem mogel, in moram reči, da sem bil frapiran in napisal je, ne vem, kdorkoli je to objavil, je napisal, da upa, da ni preveč harš zame, ali kako je napisal, da ni preveč. Ti si le fan Abe, ne? Ne. To je zame še premalo. Turn it on! To je zame še premalo. Zdaj čakava metal različico, hočeš povedati, hardcore. Ja, okay. Ker to je zame soft. Okay, ljudje slišijo, jaz sem jo pripravil. Ker slišal sem pa par komadov v življenju od raznih bendov, ki so bili pa tisti, zakaj to delate? Veš tisti darkersko, ti se mi zdi ta klic na pomoč. Tole pa muziciranje. Zdaj ljudje slišijo. Zdaj pa play. Ljudje, tole je pač, bom kar rekel, Lovelorn, različica najboljšega komada vseh časov z naslovom Ljubi me, zgubi se. Ne? Tako, rock različica, extended version. Sam sem doma, v rokah kozarec vina, tebe ni nikjer, od tebe ostaja samo von. Sprašujem se, kje si, a me v bistvu ne zanima. Odkar te ni, je mir. Želim si, da tako tudi ostane za vekomaj. Ljubi me, zgubi se, ne nisva za skupaj. Pusti me, zgubi se, noči so glupa. Vprašaj se, a hočeš še, a ne bi šla, ne zbiješ spon. Si nekdo pogreša te, nehaj gnjavit me. Ljubi me, zgubi se, ne nisva za skupaj. Pusti me, zgubi se, noči so glupa. Vprašaj se, a hočeš še, a ne bi šla, ne zbiješ spon. Si nekdo pogreša te, nehaj gnjavit me. Da poslušaš opazovalnico. Ta je extended. To je hudo. Meni je res dober. Hudo. Meni leči dober. In veliko boljš cajt vložiti na maturancu, da izdelaš ta komad kot pa. Ali pa poslušaš opazovalnico. A veš, kakšen je bil moj maturantski izlet? Tole bo žalostno, ne? Koliko bo žalostno to? Srednja glasbena in baletna šola. Sorry, zakaj je to smešen? Sorry, to ni smešen. V glavnem, jaz sem rekel, ne grem na to, ko vsi so neki planirali. Presenečaš, jaz bi pa mislil, da si prvi v vrsti. Ne, Kam ste pa šli? Kam? Ne grem na to. Pa sem pa tam na Radiu Gaga, ker sem že hodil takrat. Pa so bili eni, tam, ker smo snemali, ekipa pa to. So ti rekli, da si nor pejt. Ja. Sem rekel, ti cel life boš obžaloval, če ne boš šel na maturantski izlet. Ja. To je še zadnji stik s temi ljudmi, ki jih boš imel v lifeu, ki že tako ne moreš videti. Kaj ti gre na K. In 4 leta si jih gledal. 4 leta človeka je dost. Jaz sem ponovno že 4 dni človeka dost. Pa to nočem biti zdaj smešno, ampak to je žalostna resnica. Okay. Pustim je delati, ne? In rečem, ok, grem. Zdaj pa povejte, kaj se bo dogajalo, koliko denarja moram dati, kaj bo. In so rezervirali Camp Strunjan.
In to spet ni joke. Avtokamp Strunjan, Prikolce. Pod obvoznico proti Portorožu, veš, gorka cesta pele. Ko je pa leseni hišk, ostalo so pa Prikolce. Jaz jokam. Sem rekel, a ste ziher to? Ja, pa se gre pit, ne? Se gre pit. Zakaj bi šli v Grčijo pit, če gremo lahko z vlakom do Kopra? Avtokamp Strunjan. To pa nisem pričakoval. Ja, zato sem pa rekel, da moram deliti. In da še bil že, ko smo šli, jaz takrat, če nisem alkohola probil, jaz sem alkohol probil 2014, 2013, 2014, to je bilo pa, se pravi, 2004, ne? In grem res na vlak, vsi smo svojimi pismi od Mozarta. Ne, brez sem šel. Brez sem šel s knjigami. Ja. In sem z enim sošolcem, pač smo bila v šotoru, in sva spala v tistem šotoru, Lilje, ves cajt. Sva sošolcem spal v šotoru. Je pač Se spal. vprašam, ok. Ja, ne, še sošolka je bila. Aha, Trije okej. smo bili not. Trije. Mislim, da. In smo spali, pa smo se zjutraj zbudili, Lilje skozi, bil je mraz, ne vem, kdaj so se odločili. Mislim, da je bil celo marca ta maturantski izlet. Ali aprila. Še ne morem prebaviti. Sami smo bili tam, oni so nek pir pil, so se hoteli nabiti, pa ni šlo na noben način. To so bili še po moje nizkokategorniki takrat. In po 3 dneh sem rekel, F off. In si šel domov. Prej si šel, kot ostali. Jo, sem šel po 3 dneh, sem rekel, pa to je izpod časti, pa ne zame, za kogarkoli. Sem rekel, tega, da ne smem pozabiti v lifeu, da mi bo to ostalo v spominu. Se mi je. To se mi zdi pa, to je v... Škaj fora, nisem vedel, kaj boš rekel. Ja. Tako, ko sem dobro, kam ste šli in tako sem rekel, zdaj bo pač nekaj, kar njemu nav cool in sem rekel, pa nav Italija, nav Grčija, kaj bo pa sem rekel, zih so šli na Hrvaško. Kamp Strunjan. Prav vidi se, zmer, ko gremo v Portorož. Zmerem, ko greš v Kempinski v Portorož, se pelješ. Hvala, všeč mi je, ko se dopolnjujeva, kako me poznaš. Pogleda dol, tam porom dojčku, pogledaš dol. Točno tam, ko se začne cesta vzpenjati, gor rahlo levo, ko vidim dol, a tle smo mi bili, to je bil ta izlet. Veš, tista brihtna pamet, se gremo pit, zakaj šel na avion, če lahko v kampu Strunjan piješ, ko lije, pa ko veter piha, pa ko je mraz. Vem, da sem šel parkrat na sprehod ob morju in ga lebe spraševal, why though? Why though? Mislim, jaz sem imel boljš maturanca, kaj ti reči? Kje si bil pa ti? Elba. Toskana, Elba kombo. Okay. Tako da smo šli po Toskani, nad se ne spomnim. Kje je srednja? Edina prava gimnazija, prijatelj, Poljane. Aha. Edina gimnazija, ki obstaja, kar se mene tiče. Kako pa pride do tega, da se razred odloči, kam bo šel? A je demokracija? Kaj? Ne vem, prva se očitno. Demokracija ne deluje, prijatelj. Oziroma... Pa ne, škaj, to greš tako vodeno, kao, ne? Ja. Ampak mi smo imeli full zegen, drugač. Mi smo imeli res tako... Mislim, kaj, nekdo mora reči, ti, a gremo? Ja, to se vam spomnim več, kako je potekalo, po pravic povedan. Ampak mi smo se imeli res lušten. Tako, pač celo Toskano z busom, pa smo šli pa na Elbo in pa tam smo bili res, ne vem, a to full zegen. Bili smo v nekem apart hotelu, v resnici, raztreščen hotel po hribu, zraven morja, dol si hodil. Apartheidu. Ne. Ne, ampak veš kaj, mislim, ni bil hotel, da je bila vse ena bajta, kar je bilo ful dober, ker pa je imel par ljudi, sošolcev, je imel sobe tako v eni hiši, vila, tako veliko teraso, do morja je bilo, ne vem, 75 sekund po moje. Je bilo poletje to? Te neki maj, junij po moje, veš, pred koncem šole, ampak dosti na koncu. Punce v kopalkah, v miničih. No, in glavno mi smo tudi, smo pili, ne? Ti sploh. Ti si bil glavni barmen, sem prepričan. No, in pa sem najbolj se spomnil to, da smo ta drug dan na Elvi, smo za nalaž rekli razredničarki, da bi ful hočemo iti na uno, veš, ladico, ki ima stekleno dno. Ja.
ki smo bili vsi tako zmačkani, smo samo hodili sedeti nekje 1 uro, smo ne hoteli nehati gledati znamenitosti. In smo dejansko svoj cash dali, zato da smo šli, prvo spomnim se, rdeča je bila kao nek Nautilus, a veš. Ja. In nas je tako model pelo in smo tako sploh meni šli dol gledati skoraj, kaj se dogaja. Ampak jaz sem šel pogledati, tako kamne si videl, sploh nisi videl živali, a veš. In, ampak, mislim, absolutno ne konkurira avtokampu stroja. Ja, ne, to je tako. Ampak to se dobro sliši, ne? Smešno Toskana, je, no. Elba, so Ja. šolci iz srednje šole. Mesto, okay, Jaz ne vidim potrebe po tem. ne vidiš potrebe Ne. po čem. Po maturantskem izletu. Res ne vidim potrebe. Kaj pa vem, meni se zdi pa ok to. Ne, meni pa ne. Tako kot se ne vidim potrebe po tistih četvorkah, a se to še pleše po Ljubljani. In, Ja, ne vem, jaz sem ja plesal. tako da. in zato so mi isto rekli, Ja, so rekli, ej, to boš Jure, pa, to boš pa. to moraš pa iti, takrat sem pa rekel, usedite se, pa ne bom niti pokazal, na kjer prst na roki. In kad tudi nisem. Nisi plesal. Ne, se si nor. A res, ali kaj? A si nor. A, človek. škoda. Če sem mogel iti domov s počevalnim steklom note gledati. A si nor. Tako da, Jaz mislim, da na ulici, jaz ne vem, sem na ulici plesal, to ne vem, te, ki neke rekorde podirajo, to vem. Ja, To ne vem, če sem. Sem pa plesal pol na maturantskem plesu, sem pa plesal seveda. Ne? ja. Ja. Dokler ne pride vodni top in jih odstrani smeti. Ti bom pokazal, ker smo imeli vsak razred je mogel neko predstavo pri nas narediti. Ne? Shakespeare. Jaz sem nekaj napisal, pa imamo. Kaj si? Ja. Nisem napisal, je močno zmislil, smo se skupaj s šolcem tako izpadli. Igro. Ja, mi smo imeli lutke. Mi smo imeli lutke, pa scenarij, ki je bil vnaprej posnet, s šolcem Tadejo smo posneli. In je bil en joke noter, ki ga ne smem reči v živo, to je ofensiv. A res? Offensive joke. Ja. Z ustan žita, Tomiča Tomota. Ne, ni bilo iz mojih ust, ampak ja, je bilo kar moja ideja, najbrž. No. Ampak ajd, maturantski ples. Ja, to je pa v redu. Nič ne rečem. Ja, a To je pa si, to si šel? Takrat so mi enkrat in edinkrat dal obljub sem mogel, Ja. da bom na koncu srednje šole sprobil nek alkoholen napitek. In to je Takrat sem pač bilo? prvič sprobil Ja. in In pa si šel v komuno čez 2 dni. ne, nisem potem do leta 2013-2014. Nič. Sam, če sem obljubil, sem mogel. Kaj pa si spil? Je tam za odrju, mislim, da najprej so pel tisti Gaudeamus, Ja, potem je bil nek mini program, ki sem, mislim, da Svatilen pa jaz smo imitirala seveda. učiteljice. A to je komuna, srednja frizerska, veš, v Rime. Spomniš ti z ga posnetka? Ja, A je bilo vsaj na tem nivoju? ne, pač imitacije so bile. Ja. Ne, čez tisti nivo ni nič. Ti si je, več se ne da. Naša Mirka poredna je zato. No, v glavnem. In so mi nalili Red Bull vodko, All in. s tem, da je bilo pol kozarca. Ugabno. In jaz sem ti z Exo, in potem je bila večerja. In spomnim se sam, da sem bil full glasen, tako čez večerjo, in sem se pogovarjal z vsako mizo, brez da sem vstal. To je pol trajalo 2 uri, pol so šli pa starši domov, mi smo se pa prestavili v, takrat se je imenoval pri RTV-ju, zdaj imajo neki Kitajci, se mi zdi, tam, ki so arkade. A ja, v Baileysa. Baileys se je imenoval. Baileysa si imel. Ja, Vrhunsko. takrat pa smo šli pa v Baileys. Ja, od spodaj, ne? Ja, Valjda. in jaz sem sedel in sem vodo pil potem do jutra Party animal. in pa sem šel domov. Okay. To so Ni ta, nobena simpatija se tam zgodila, glede na to, da je konec srednje šole, zadnji. grozno iznik- se je zgodilo, to je bilo grozno vse skupaj tam. Okay. To je bilo grozljivo. Ampak glej, to Tebe, mora če pa človek rad dati- videl v Baileysu. eni grejo v vojsko, jaz grem v Baileys. In kaj? preživel, veteran Baileysa. Torej. In preživel. Okay. Tako da, a boš povedal zdaj ta joke? Ne, tega pa povem. Si tok indoktriniran, Ne, nisem indoktriniran, slava šala je. a ima brez gumbe na veze. gumbe. Ne, ni, goddammit. Zdaj ne bom tega piskal in ne bom ga prej piskal. Reda, Hvala, prosim. hvala, da sem mal. Ej,
Jaz bi še enkrat bi stavno rekel, da so šla res na to, da ne more ta avtokemp me še zdaj ubijati. Ja, Jaz sem mislil, da ste saj šli nekam v tujino. Ne. To je slabo, to je pa res. Ker mislim tudi, da je bilo čist last minute zmenjeno. A ja, tako. Srednja glasbena in baletna šola, glasbeni konzervatorij, naj ti povem. Zakaj je to smešno? Naj ti povem, je bila šola, Ja. Oziroma izobraževalna ustanova, Ja. kjer so bili absolventi in absolventke le nje zelo zaposleni s svojim inštrumentom. Kdorkoli se upiše v srednjo glasbeno, Ja, res na polno dela na svojem inštrumentu. ok, fair point. In mu to glavnino časa pobere in dela za to, da čim prej ta papir dobi. Kaj pa vi, ki ste balet delali? Da gre lahko, mi smo pa plesali. Ne vem, kaj Pa reči. to si imel kaj? Kaj ti A rekel? si imel, Ne, ne. ni tako, da imaš vsaj kakšen predmet. Ne. Sta školasta. Ples je nekaj, kar je ločeno. Ne. To je tako, kot bi rekel, kaj si študiral ti? Klavir? Ja, ampak trobento pa si znaš. A nisi imel niti, kako pihniti v trobento? Ne, mi reči, nisem imel, stari, kako pihniti v trobento. Ne vem, kako pihniti v trobento. Vem, da moraš usnice nasliniti pa skupaj jih držati med tem, ko pihaš. Ampak to je pa tudi vse. To je izjemen stavek za vzeti ga izven konteksta. V glavnem, če znam reči, Spel se mi pli. ne, ampak, ok, ampak, ja. Ampak, čak, sem ti si šupa, kaj si pa ti, to sem se zdaj pogovarjal, kaj si pa ti tam počel? Jaz sem delal violo, Ok, pa skam ben ne violine, stari, kako si je s to violo? pa glasbeni Jaz sem stavek. se že pogovarjal. Viola je To- zelo redko. Kako, stari, a niste Viola je vsi na zelo- violah? Viola je zelo redek A ja, inštrument. okej. Grem stav, da ne poznaš drugega človeka. Poznam. Koga? Joco? Ne, jaz na RTV-ju delam, tako da. A ja, dobro, na RTV. Tam imate zaposlene ljudi v orkestru. Ja, exactly. Ja. Ne, tako da. Ne, me samo zanima, kako pride res do tega. A še kdaj igraš violo? Ne, A pa jo imaš doma? ne, tudi to ne. Tudi to več. ne? Ne, pa kaj? A, okay. Kdaj? Ja, ne, se tako, mogoče za, da veš, da zdaj za hobi, za sprostitev, kao, danes bom pa mal violo. Ne, to Tetris igram. Pa Mario Picross. Si mi pokazal svoje gadžete. Veš kaj, mi je zanimivo, ne? Jaz Ja. tako tebe ne razumem. A veš kaj razumem, tako iskreno? Ja, Smo bili otroci, ja, smo imeli Gameboy. ja. In takrat nas ni, ok, imeli smo Tetris, Ja. ampak Tetris za nas ni bil dešit igr. Ne, itak da ne. Super Mario Land, Najboljša stvar je. Super Mario Land 2, Ja. Wario Land, še Wario Land 2 in tako naprej. Igrice, platformeri, kjer si mogel nekam prijeti, ker se Return of the Joker, Batman recimo. Ja, top, ker si se lahko od stene odrinil. Ja, vrhunsko. To je res bolano. Vrhunsko, tako dober špil. Ker si verjel v uni animaciji. Ja. Verjel si animaciji od Batmana. Ja, ker je bila že skoraj malo tako Prince of Persia. Ja, stala. ja, odlično. Če bo zelo kratka igra, ampak Ampak izjemen špil. No, to je bila takrat naša ta. No, in jaz se zdaj te posmehujem, ker si še vedno na tem nivoju. Jaz sem si pa zdaj kupil refurbished Game Boy Pocket, Ja. Jaz sem ga videl živo, dejansko si ga je kupil. ampak me pa zanima, se ga imam s seboj, ampak Ja. dejansko me pa zanima Samo Tetris. puzzle games. Ja, In sem si kupil Tetris, Mario Picross, ja. Mario Picross 2, ki je samo japonski, ker v Evropi ni Ja. izšel, Quark, Ja. pa ta Sokoban, Sokovan, to sem tudi igral. pa The Dalian Opus, To pa ne poznam. kjer zlagaš tako puzle. Aha, In tako, to je, ker ko pišem, ja. recimo 25 minut, pa 5 minut pauze, če 5 minut igram Tetris, se počutim bolj spočitega, kot če grem gledat mucke na Instagram. Pa to ni bila metafora zdaj. Dejanske mačke. Cats. Kittens. Še Ker ena beseda je. ne bom je rekel, Okay. ker bo naslov epizode. In potem bo X-rated. Ne, škaj bo naslov epizode. Avtokapstr. Prav, ne, ti, se še ena stvar. Ja, sorry. No, in ti pa še zdaj drajsaš Super Mario Wonder. Ne, Wonderja še nisem igral. Moram ga to- še nabaviti. Viš, to je 40 let star moški Mario. Mal je tako vse. Ni te star, to so res tako dobri špili, da je pač brez veze. Ne, igram pa zdaj, full igram Immersive Sime.
to pač tebi ne bo nič pomenilo, ampak to je žanr, ki mogoče mi je pa meni kot odraslemu človeku. Pač. In je bo zdaj bila ena taka mini renesansa zadnjo desetletje teh špilov in sem mal tega preigral in mi je res dober. Deus Ex in vsi System Shocki in podobne zadeve. No. To je res dobro. Ne poznam. Ne poznaš. Okay. Zadnja stvar, ki jaz poznam, Ja. še iz računalniških časov, je Quake. Pa Return of the Castle Wolfenstein. Ja, no. Return. Okay. Pa ajde. Doom 3. Trojka? Ampak takrat več nisem. Ja, okay. S trojke nikoli nisem igral. Jaz Doom nisem bil vedno, nisem bil nikoli tak fan. To je Nisem bil fan Duke Nukema. Ja. I like to kick ass and chew bubblegum. Only I'm all out of gum. Ampak tako, zdaj me samo... Tetris. Kravžla možgančke, se temu reče. Tetris je good. Tetris je good. Nismo pa dorekla, kako pač se... kako pride demokratično do lokacije, kam bi radi šli. Ne vem, jaz mislim, da so to neki taki paketi, kje se lahko gre, pa neka komisija je obstajala najbrž v razredu in so Ker se jaz za to odločili. jaz, tako iskreno, če malo filozofiram, jaz ne verjamem v demokracijo. Ja, me ne preseneča to. Ker, ne, pa se je dobra demokracija. Je. Ampak pazi, viš, po drugi strani, pa, mislim, kar ni dobro, je, da lahko vsak voli. Stari, to ne more biti dobro. Me je že strah. Okay. Ker ne moreš iti iz Facebooka na volišče. Ne moreš tega narediti. Se strinjaš z menoj ali ne? Vem, da se. Vem, da se, ampak ne boš priznal, ker si pač politično korekten. Ampak ne morete pumpati socialno mreže Ja, in te preparirati na to, koga boš volil. to se strinjam. To je prva napaka. Le kaj se je s Twitterjem zgodilo? Kaj? Ja, A kaj ga je kupil Elon? ja. Vse je fan. A je? Jaz sem skozi gor. Mislim, jaz pregledujem mal Twitter. Gledaš. Ja, Že spet boš res, to so že... seriously, to so še nekaj ti povem. Ne reč. Ti imaš tam tak for you, Ja. pač timeline, ki ti predlaga. Ja, Drug ki je imaš pa- non-stop Elon. Ja. Drug imaš pa tist, Following. kar pa ti followaš. Ja. In dejansko jaz nikoli gledam te, ki jaz followam, ampak samo tist, kar mi predlaga, ker je zmer good. Ne, Nekaj s temi, to si že enkrat razlagal, ker vem, kam to pelje. stari, dobro, tu pa tam kak Elon prideti, ampak jaz Ja. njega ne jemljem resno, jaz ne berem teh njih, ker me rakete me ne zanimajo, pa to njegovo angažiranje v politike me tudi ne zanima. Ja. Pač Ti scrollaš si pač dalje. fan Trumpa in to je to. Ja, Trump mi je simpatičen, ker je smešen. Ja, tebi ni. Ne, Niti simpatičen Trump. Ne. Kako govori pa to. ne, Pa kam, ne. Zdaj po tolikih letih tega mi je zdaj že groteskno. tako da. Pa jaz sem si človek, hejter? ki je gledal hejter Trumpa, sem, to lahko rečem. In pa to reče človek, ki je gledal celo prvo sezono z navdušenjem The Apprentice. The Apprentice. Jaz sem prvo sezono v real timeu gledal. Okay. Kje sem dobil te epizode? Ni važno. Na NBC. Na NBC-ju. Gledal sem Na na NBC. EZTV. To je ilegalno. Nehi s tem. V glavnem, to je prva napaka. Ja, kaj? Ja, ne more vsak voliti, to je Se prva strinjam. napaka. Ampak zakaj pa lahko ti voliš, če si na Twitterju? Recimo? Če te Twitter preparira, ne? Jaz ne volim. Zakaj ne voliš? A res ne voliš? Nikoli v življenju. To je to, Pa veš zakaj? Zaradi druge napake, ki jo ima demokracija. Demokracija se tako izda kot, lej, kar boste zvolili, to boste imeli. A je tako? Ne. Fair. Okay. Osnovna napaka je, glej, kdo kandidira. Luka Mesec. Ne bo kandidiral Luka Mesec. Kako da ne? Pa Žan Mahnič tudi kandidira. Ne bo kandidiral Žan Mahnič. Oprostite, tle bi moglo biti že eno sito. Koga spustiti? Koga spustiti sploh na volilnico? Koga bi pa ti spustil na volilnico? Koga bi jaz Od spustil? obstoječih. Evo, Od od obstoječih, obstoječih, koga bi spustil na volilnico? Ajde, da slišim. od politikov, Pod politikov. nobenega. Noben. Ne, Ne. nobenega. Koga bi pa rad tam videl? Koga bi rad videl tam? Ja. Enega človeka, Julija Cezarja. Enega človeka, ki bo nad seboj in ki bo nad državo. To pa, ti bi kralja, torej. Ti bi efektivno kralja. Ne, z besede v usta porivati, ampak mogoče bi nekoga, ki, a veš, tako kot. Razsvetljenega monarhista. Ja, hvala. Okay. Charles je zelo dober zdaj, ampak A je? to je. Ja, on je tam zato. Charles bi mogel imeti Ja.
vsa pooblastila predsednika Amerike. Ali pa, veš, to je tudi dober, španski kralj, Felipe. So ga obmetavali z blatom. Ja, obmetavali z bratom. Stari bajto mu je podrl, on je prišel pa v anoraku z stylish škorni, medune reveže, ki verjetno bojo več nikoli imeli streho na glavo. Španija gre tudi slabo. Zakaj si zdaj tako začel govoriti kot Trump? Zakaj si to zdaj začel? Kako kot Trump? Preveč si na Twitterju, znam. Ne, pa pač, Ja. valjda bo je metal v njega, ne? Čeprav, a je pobegnil kot premijer? Ne, ni. Je šel naprej v blato. Viš, to je zame vladar. Okay. To, A pa imaš Slovenca, ki bi ga videl kot tega razsvetljenega monarhista, recimo? A imaš Slovenca, ki bi ga dal na čelo države s pooblastili? Sprav, če te prav razumem, ti bi rad tako kot ameriški sistem, sam da take je kralj z istimi pooblastili, vsem pa obstaja nek parlament, ki je mal, še vedno obstaja parlament ali ne? To me zanima. pa, senat nek. Senat. Mislim, Okay. težko reči, no, Ja. Mogoče senat. Ne ve, mogoče obstaja kakšen Slovenc, ampak ljudje, Ja. ki so ali na področju politike, ali na področju gospodarstva Se ni zadnjih. treba, mogoče se pravi, kaj drugega. Ampak ljudje, Ja, okay, ki na tem področju dobivajo publicity in ki jih poznamo, ja, ja. da so lopovi. Ne? To se ne strinjam. s tem. Ja. Jaz mislim, da ta nihilizem, ne, ki ga ti zdaj Pa to ni nihilizem. Mislim, ne nihilizem, Jaz ampak- nisem to dvoje popravil. Ja, kaj bi popravil? Kdo si ti? Jaz to. A si na Facebooku? Ja, jaz grem, ne greš. Sprav, Kam greš ti? ti, ki ne voliš, še zmeraj verjameš, da če bi pa boljši ljudje volili, Ja. bi imeli boljše izvoljene predstavnike. To je tvoja teza. Ja. Ja. Pa skozi sito, skozi eno preliminarno sito nekega odbora Ja. bi moglo iti. Ampak kdo je v tem odboru? Kdo? Kdo je v odboru? Ti. Kdo je v tem odboru? Ja. Jaz sem predsednik odbora, jaz nisem v tem odboru. Bomo rekli, a gre lahko ta A sem volitve? lahko jaz v tem odboru, a pa še me je ta odbor. Na, pa ti si indoktriniran, čist, ti si skrajnež. To mora biti res primarno dobrobit države in ljudi in razsvetljena prihodnost. Ne? Ja. Jaz pa kaj zagovarjam, sem to, da vem, kaj jaz Kaj zagovarjaš? Ja. Ja. Regulacijo. Tip za voz. Tiste, ki ne razumete te šale, če hočete poslušati moj intervju s Suzano Lovc, jaz sem bil spraševan na podkastu. No, ker se mi zdi, da ljudje, ki slišijo to regulacijo, pa ne vejo si čist kaj predstavljati. Mislim, da tam zelo razumno A vprašanja, ki te je ona jih sprašvala, a si jih to ti napisal? Ne. Nisem. Okay. Ti si resen medij, ne deluje tako. Niso to te tvoje zvezde revije, ali jaz ne vem, te Moje sprašujejo. Opustite, kaj? Ja. Kaj meni je. Ne. Okay. Ne, sam pač tako. Pa to je, kdo je rekel Churchill? Ko si mlad, a to bo zdaj. Ne. Demokracija je najslabša družbena ureditev, ampak vse ostale so pa še slabše. To je res. To je res. Tukaj se pa strinjam. Zato me je čudno, da ne voliš. Jaz mislim, da bi mogel vsak voliti. Koga? Unga, ki ti je najbližji. Jaz se strinjam, ni človeka, s katerim bi se 100% poistovetil. Jaz mislim, da bi se pa splačal, če bi čisto vsak volil unga, ki mu je najbližji. Jaz sem nekaj rekel. Okay. Trend, ki smo ga priča, bili ne samo v Sloveniji, Ja. pa ne samo v Ameriki, Ja. in ne nazadnje, pred koliko mesecem so bili v Angliji volitve, Ja. ko je Starmer zmagal. Ja. Demokracija se je devolvirala v izključno voljenje nekoga, da en ne bo. Dajmo tega, zato da ta ne bo. A je res, a sem o tom? Tega je veliko, strinjam. No. In to, Ampak, če ti to ne zvonijo alarmi, potem ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da bi ti. jaz mislim, da ta dimenzija absolutno obstaja, ni pa to edina dimenzija. Tako da. Absolutno ni edina je pa dimenzija. veliko, je pa se strinjam, da je preveč, kle se bo pa strinjala. Jaz kot ekstremnež, ali kaj si prej? Ja, ti si indoktrinirani skrajnež. Jaz kot in pa ti, kaj si pa ti? Jaz? Ja, kam ti spadaš, Pol? Ti si Kam je spadal? ta neka razsvetljena sredina. Neupeti opazovalec.
Jaz sem neopeti opazovalec. Okay. Sem opet, nisem pa upeti. Nisi pa opet. Okay. Smo za filozofijo. Čistva, nora epizoda. Nisem vedel, da so... To pa moram povedati. Ja, povej. Pred kratkim je bil 10 vprašanj v The Times. Jaz sem naročen na The Times. Ja, seveda si. Ful je dober, ker dobiš vsak dan e-paper na... Kindle. Ne, na iPad. Na iPad. Ali pa na računalniku lahko gledaš, pač dejansko poskeniran cel cajtink. Ne rabiš pač brati thetimes.co.uk, Ja. ampak pač bereš. Super, ja. Ne? To se meni grozno sliši, ampak okay. Super, jaz to, Sunday Times je najbolj bral. Okay. In je bil z Žižkom. Ja. Je 10 vprašanj. Pač tak intervju je, ko vpraša najboljša knjiga, Ja. najslabša knjiga, Okay. kaj gledaš, Okay. film. In je izjavil noter, da bi bilo treba uničiti vse izvode Finnegan's Wake od Joycea. Pa za ta film nov, da bi isto mogli narediti s tem novim filmom Megalopolis. Ja. Da, za film me ne briga, ampak za... Ki se je pa Joycea dotaknil. Ja, This means war, ne. pa zakaj je pa tako brihten človek? Ja. Proti. Načitan. Jaz njega zelo spoštujem, ker ful veliko ve Ja. o zgodovini. Ampak zdaj pa še klepa pristopom. Zdaj pa veš, da bo naslovnica. Naslovnica bo nekje. Godler versus Žižek, The Debate. Ne, to ne. ampak- Ne bi šel. Pa je pa pohvalil tam Dubliners, ta zgoden. Ja. Ja. Pa že Ulysses je bil že mimo, je rekel, Finnegan's Wake je pa... Kako že rekel? Da je res neki. Kako si bil pa jezen, ki si to bral? Ja, tako da sem zaprl. Kako bi jih pa ti rangiral? Finnegan's Wake na prvo mesto. Absolutno. Okay. Finnegan's Wake, Ja. to bo največji roman v zgodovini človeštva čez 1000 let. Okay. Če bo preživel. Svet. Ja. Če bo svet preživel, Se bo vedel, kaj je napisal. Ja, Okay. ja. Čist fair. No, zdaj pa napreden greva v te kontroverzne Žižkove. Opa help. Najprej audio vprašanje. Ja, audio vprašanje. Audio vprašanje. To pa ni fair, tega pa še nisem slišal. Lauro bo vprašal audio vprašanje. Zelo kratko, sladko, ampak relevantno. Aha, snema. Jaz imam pa vprašanje za Goldarja, kako pravilno nanesti parfum. Kako pravilno nanesti parfum? Ja. To smo se že parkrat pogovarjali, ampak vse. Ja, odvisno od potrebe. Če greš delat, pa če sovražiš sodelavce in vse v stavbi, v kateri delaš, Celo flašo. celo flašo diktatorskega parfuma. Ne, ampak res, kaj bi naredil? Lej? Imaš parfum, kupil si parfum, kupil si da se važ neki, tisti Ja. dobrega, da se važ. Ja. dober savaž. Si dobro zapomnil. No, ta dober savaž si kupil, kaj narediš? Jaz ti bom dal cel scenarij. Greš samo v službo, ne greš na dejt, ne greš ven, ker greš ven, kupaš Putina, greš samo v službo, rad bi lepo dišel. Kaj narediš? Se najprej naparfumiraš, pol oblečeš, se najprej oblečeš, pol parfumiraš. Kako? Kaj? Se Kdaj? oblečem. Jaz se oblečem. Ti se oblečeš? Zdaj, če daš neko citrusno toaletno vodico, Ja. si pač z neke razdalje 15 cm Okay. po vratu, jaz si tako naredim. Po vratu. Ja, in pustim. In to je to. Ja, Greš. Nobene, če bi si pa tega Amouage Gold, Ja. to ga daš pa od 20 cm, pa bo še preveč. Ja. Na 3 metre, pa pol šprica. Ne, ampak jaz druge filozofije, To je to. Simpel, preprosto. Okay. Ja, no, le se fair Rekel point. bi pa, da zihar pa ni dober, da tako kdo, ki si da na, kako se imenuje ta del telesa, no? Ki se samomor dela. Ja, na zapestja. I guess. Zapestje, ja. Ja. Ki si dajo na zapestje, pa se pa drajsajo. Ja. Mislim, drgnajo. Ja. Tega pa ne bi delal. Mene zanima, odkje je to prišlo. Se mi zdi tako res taka dosti neverjetna stvar, se mi zdi, ampak lej. Opa, help. Živijo Jure in Anže. Tukaj tretja satelitka, 200 pisali prejšnje pozovalnici in glede na to, da nisem jaz nič napisala, sem očitno vsaj tretja. No ja, to so Anžetove šale, ampak dobro se zavedate, da ste Resnice, sem ne šale, resnice. punce in na fantu v bistvu. Resnice. Odgovarjam na poziv po knjigah, ki niso New Age self-help, ampak so cool. Moji predlogi, Eric Berne, Games People Play, ok, že vidim. Začetnik transakcijske analize, perfect. Poljudno napisana in pomaga pri odnosih do ljudi. Zraven tudi Thomas A. Harris, I'm ok, you're ok. O ljubezni pa Zoran Milivojević, formule ljubezni. 99%
centov je, da če mi nekdo predlaga neko knjigo, Ja. če je bila napisana po 1800, verjetno ne bom bral. Razen če je Ošo. Pa vse Kakšen prebereš. Ošo, kaj s Ko teboj? vse si prebral od Ošota. Pa to je smeh, to je joke. Ja, ok. Super sta, poslušam na poti v službo, who doesn't, na Primorki seveda, poznam. Tiste dni, ko je na sporedu opazovalnica, ne objavim prevozov in grem sama. To je pa izjemen podatek. Sam bravo, to je Ne Tina napisala. To A mi se lahko mi razložiš, zdi pa izjemno. A mi lahko razložiš, kaj to pomeni? A veš, prevozi.org, A ja. a veš, da lahko še koga Štekam. zraven pele. Ja, štekam, in takrat, ko je okej. opazovalnica, se Tina, to je pa preveč epsko. Samo To je- zato, ker sem ja. avtorežim ko budala in ne, prepričan sem, da imaš simpatičen smeh, Tina. Da imaš, Samo zdaj če se imajo pa- smejiš, evo, zdaj se smej. Ne, zdaj je farba in zdaj se je pa smejala, Okay. Ko bo dala. ko budala. In nočem, da si mislijo, da sem čudna, ma nisi, lepo te prosim. To je opazovalnica, come on. Ja. Če bi se Fejmičem smejala, ok, ajde, ti bi rekel, mora biti pa si budala, pa čudna, ampak to je opazovalnica, pa nisi. Ja, kleva res. Hkrati pa ne privoščim tistim, ki niso plačali dope bar, to mi je pa všeč. Oziroma lahko te plačajo, Poslušaj, prever do konca. da jo poslušajo pri meni za stojn. Jaz se pravim, Ja. mogoče bi pa rekla 5 evrov, please. Ja, to je dodatno. Ima Dodatek. prevoz, pa pa bojo še. Ne, da so, dodatek. ja. Kaj bi rad? Čips, Coca-Cola, to je vse doplačilo. A letos svojo ne bo na knjižnem sejmu skupaj, rajš crknem. Lepo zdrav, Tina. To je to? A to je to. Ja. Okay. Oh, Že God. sem redni poslušalec najboljšega podcasta Opazovalnica, z njim je komandarjev mnenje o Hansu Zimmerju in ali misli, da je vredno dati nekaj 100 evrov za karto za njegov koncert na Dunaju. Zanima pa me tudi, kateri soundbar oziroma domači kino dobro bi priporočil Sultan Matija. Ja, Hans Zimmer, moje mnenje o Hansu Zimmerju je takšno, da se mi zdi, da je bil konec 90-ih oziroma še v 90-ih in začetek 2000-ih, tam nekje do vključno z Dark Knight trilogijo in tako, Ja. da je bil izjemen skladatelj. Potem se mu je pa nekaj zgodilo in je začel pa več ali manj šrot, pa ne bom rekel pisati, ker vem, da ima ogromen teh, ko se reče, ghost composerjev. Ja. In on potem pač to sam vzame, pa ne vem, zmiksa, ne vem, kako poteka moderno hollywoodsko pisanje za filme in tako. Zdaj se mi ne zdi že No Time to Die, ki so ga najeli, da je popravil nek soundtrack pač tam. Ja. Vse je v redu, ampak to je tako pod nivojem prejšnjih stvari. Aha, ok, Veš, zanimivo. Imaš komponiste, Ja. ki z vsakim naslednjim soundtrackom grejo gor. Ja. Thin Blue Line, recimo, mislim, da je Hans Zimmer napisal soundtrack za. Za dokumentarcem od Morisa. Od Thin Red Line. Pardon, Ja. Thin Red Ker Line. Thin Blue Line je dokumentarc od Se Morisa. pravičujem, tako. Moj najljubši film. Ja, Hans Zimmer, seveda. No, je, ne? Ja. Je on napisal. To je muzika in tako naprej. Zdaj zadnje pa ni. Kar se pa tiče. A si ti kar pohvalil, da si Thin Red Line? Ne, samo Hans Zimmerjev kompozicijo. Kao film. To je moj najljubši Pa še film sem vseh zaspal. časov. Zaspal, ok, ne bom. Odkje? Nimam energije za ta pogovor. Ne, Nimam energije ne, za ta saj pogovor. tudi nimam Ne. razumevanja. Ne, Yes, ja. to. To je moj najljubši film vseh časov. Nehiva govoriti. Zdaj pa vem, da Hans Zimmer ima pa nek sindrom, ne? To jaz kot amaterski psihiater lahko povem. Ja, da ima neke sindrome, tam vidim, da neki rock and roll igra, neke svoje muske priredbe, da ima neko turnejo. Ne? Ja. In Ne bi šel pogledat. voham isti sindrom kot, ne vem, tu čelost, veš, neki neizigrani iz mladosti rock and rollovstva. Tle pa star, tu je pa star, pleša, stip, zavalen, star, je ta z roko, dej teh par 100 evrov v Dopo Barbo, pa ti bomo mi, pa ti jaz napišem soundtrack Ja. za kar boš rekel, Ja, exactly. za kakšen zmenek, Ja. ali zakaj, ne vem, ne vem, Kaj bo nič to? ne vem o tem človeku. Tako Ne. ponavadi. In tako da odsvetoval bi to. Okay. Gledati Hansa Zimmerja tam, ki neki eksperimentira na odru na stara leta, kam mu res ni treba. Ker se ni bil on tudi v Ljubljani. Mislim, da bo on enkrat v Ja, Ljubljani. jaz tudi, no, pač tudi, ne vem, če se splača to. Okay. Kateri soundbar oziroma domači kino bi priporočal? Jaz imam JBL.
A imaš soundbar? Ja, Aha, ok. ful je glas, to je tako glasno, že na 10 se vse trese, od 100. Jaz bi se kle pridružil mnenju mojega cenjenega kolega Jureta Godlerja, ne za JBL, to ne bi v live kupil. A je to ni v redu? Ampak, mislim, tako bi rekel, jaz mislim, da je sploh dobro, da ljudje razmišljajo o nakupu, zdaj, ker so zvočniki v TV-jih res brez veze. Sploh v teh tenkih TV-jih je res nonsens. Ne? Se ne morejo biti drugačni. Ja, se ne more biti drugače, ker je to tenko. Jaz imam sicer Samsunga, to lahko povem, 990C, noro zadovoljen sem. Preveč sem zadovoljen s tem soundbarom, ampak to je tudi sistem, ima 2 satelita pa woofer. In je čisti overkill, zato ker imam, ampak to sem pa enkrat, sem kar nekaj časa kolebal, pa sem pa nabavil in je res preveč dober. Tako da jaz bi predvsem rekel, skoraj vse je, karkoli boste kupili, bo boljše. Če pa karkoli veste o zvoku, je pa v bistvu tako, da obstaja ta Samsung, ki ga vsi hvalijo. Obstaja Sonos, ki vsi hvalijo. Ne? Sonos ima soundbare, ki so malo dražji, ampak Sennheiser. Sennheiser ima eno, ki je izjemna, Ambeo se je reče, jaz se nisem še imel priložnosti slišati, ampak recimo od Sennheiser, to so res to so že zelo high-end zadeve, tudi drage. Beowulf in Olufsen. Bang Olufsen. Ja. Beowulf je pesnitev. Hvala za to informacijo. Ampak ja, ne, Beowulf bo sicer lahko super, ampak bo malo predrago, ker so kao lepe stvari. Harman Kardon. Ne več tok. Ampak tudi se kaj najde. Ampak jaz bi tako rekel, kar te neke v resnici je tudi tako, da tudi z JBL-om bo človek zadovoljen. No? Tako bi jaz ne vem, kaj je narobe. Bi pa rekel vsem, da če imate možnost, zato ker imajo to bo moj nasvet, če kupujete, kupite nekaj, ki ima satelite v zadnji. Se pravi, ki ima 2 zvočnika v zadnji, ki sta mogoče wirelessly povezana, se pravi, rabita samo napajanje. Kaj pa leseni zvočniki Edifier? Ja, ampak sem to za gramofon. Ne, porabiš receiver, pa moraš receiver, to je cela znanost. So taki, ki imajo vgrajen. A ja, dejansko. Da samo vklopiš v turntable. Aha, ok. No, evo, še en nasvet človeka, ki nič ne ve o zabavni elektroniki. V glavnem, to je to. Zabavni elektroniki. Jaz bi še unle vprašanje nad tem, ker je v bistvu vprašanje na nekaj, kar so prej povedala, ga lahko sam prebereva, pa greva na dopo barvo, ker so ful dolga že danes. Tako da ti preberti, no. Pozdravljena, kot pritiče, da najprej pohvalim podcast, se pač res pritiče in spodobi, saj je res unikat v našem prostoru, drži. Zdaj pa k stvari. Sem tipičen predstavnik vajnega ciljnega občinstva, moški v zgodnjih 40-ih. To je to. Dobro, v redu, ne bomo komentirali. Tako da imam že dovolj starega otroka, da bo prihodnje leto začel obiskovati srednjo šolo, ker mu ravno pomagam zožati izbiro za informativne dneve čez nekaj mesecev, me je prešinilo, kateri srednji šoli sta obiskovala Jure in Anže, to smo danes že govorila. Tako. Sta bila ena izmed cool kids ali sta v skupini Stiflerjev in čudakov. Zaradi košarke bi sklepal, da je bil Anže jock in kot tak prvi v skupini napaka, ko bi Jureta razvrstil bolj v drugo skupino med tiste, ki so se pogovarjali v latinščini, valjda, salve, obiskovali popoldanski šahovski krožek, fiziko in kemijo. Oziroma mi smo imeli to zjutraj, oprostite. Mi smo imeli pred uro. Da se ogreješ, da si intelektualno stimuliran za preostanek učnega procesa, ki je viole. Katera barva voščenke je najbolj okusna? Sem zadev. Hvala za odgovor in veliko uspehov v prihodnje. Slavt. Pri meni ni zadev. Tebe je kar zadev. Ne. Kako ne? A ti nekaj povem, kar te bo zdaj pa res... Sezul. Res te bo sezul. Okay. Pa rekel boš, da se zabavam. Ja, bom. Na nižji stopni. Ja, kaj to pomeni? 3. do 5., mogoče 6. razred. Ja. Sem bil pretepač. Ne morem ti tega drugače povedati, kot je, čeprav se sliši. Pretepač ali buli? To je zdaj vprašanje. Pretepač. Buli nisem bil. Ampak vem, da sem se tepil. Pa vem, kaj je ta epizoda danes? En sošolci bil, ki je bil tak rahlo nestabilen v glavo, rahlo unstable. Ja. Mislim, da je bil že malo potetoviran, uhan je imel. Kaj v osnovni šoli? Ja, res, bejš od njega. Nisem ga skozi zivu. Kaj to pomeni? Kaj smo čakali? Ti z ohanom. Prav na ta način. Dokler me ni enkrat za vrat prijel, pa na mizo prbil, ko smo učiteljico čakali,
pa me udaril v trebuh tako s pestjo. In jaz sem potem pač bil kot Tyson zdaj pred kratkim. In ne vem, zakaj sem to počel. Kaj je bilo narobe? Ti si prav izziv. Vem, zakaj sem to počel. Ok, napovej. Zaradi tega, ker sem cele dneve gledal wrestling na Sky One. Sky One, skaj sem hotel reči. Ja. Sky One wrestling. High five, Ja, si ti tudi gledal. Tega sem gledal. Kdo tega v WrestleMania ni Ja, gledal? WrestleMania je bila popoldne, zvečer je bil pa Deep Space Nine. Tle se pa že izklopil. Ne, jaz sem gledal Meš pa Simpsone, pa sem mogel pa spat. Okay? Jaz sem Meš pa Simpsone. Deep Space Nine se spomnim, da je bil 7 zvečer. Ker je bil No, to je bilo, ja, to je bilo res kasneje. Ti si bilo od 7 do 8, se mi zdi. Ja, ok, v redu. Ja. No, tako da ja, Ja. jaz sem bil kar. No, potem sem se pa pač akademiziral, izresno. In potem se pa nisem več pretepil. Veš kaj, bil sem pred odločitvijo, kaj boš zdaj boksar ali boš šel v fine vode, pa sem se odločil za fine vode. Tako da Alright. Mene si pa Slavc falil, ker jaz v srednji šoli nisem igral košarke. Praktično. Sem malo igral za šolo, ampak takrat nisem tudi treniral, jaz sem imel zelo bizarno. kaj pa je? Bizarno, to imaš še zdaj. Ampak kaj pa je zapolnjevalo tvoj čas v srednji šoli, tako kot hobi, kot dejavnosti? Nisi hodil k fiziki, nisi hodil k kemiji, nisi se ukvarjal z glasbo. špili. Žuri in špili. Kakšni špili? Counter-Strike, Day of Defeat. A ja, se pravi, ti si igrice igral, pa si šel pa na, Kašem pos- prezir. pa si šel pa na šolski ples. Ja, jaz, veš, to se pa, zdaj se boš pa ti norce z mene delal, ampak jaz se prav spomnim, ker sem igral, ne vem s kom, pač igral sem Day of Defeat sem špilal, ne? Okay. In polk, ko se konča meč, Okay. si zmerno nekaj rečeš, in poradim good game je bilo, pa tako ne. Dobro, In pa sem jaz enkrat v enem unim delu rekel, jaz grem pa na raj sem danes v šolke. dobro. Pač to sem napisal. In sem bil si tako, ne laž. Ne laž, vse lahko rečeš, da moraš iti, ne laž, da se družiš z ženskami. Štekam. Tako je bilo. Ampak sem dejansko šel na rojsten dan za šolke. Na rojsten dan so šolke, a te, ki ti je bilo všeč, ker ti si bil zaljubljen, ki si zančil. Ne od te. Najbrž, mislim, tudi od te, tudi na rojsten dan od te. Zakaj si pa šel pol na rojsten dan? Mislim, zakaj bi šel? Druženje, s šolci, s šolkami, prijatelji. Si človek, ki daje druženju v življenju velik pomen. To vpraša samo človek, ki ima povečevalno steklo. Zdaj greva pa na Dopo Barbo, da je nekaj pripravljeno. Še enkrat, zdaj pa, ker prihajajo prazniki, počasi, ne? Ja. Naj omenim, da lahko kupite Dopo Barbo nekomu drugemu. Tam obstaja povezava, Ja. da mu kupite kot darilo dostop do Dopo Barbe in ne samo Dopo Barbe, ki bom do konca svojega življenja trdil, je na tag. Ne? Dobite tudi vse posebne epizode Za nazaj. za nazaj In vse do pobarbe za nazaj. in vse Dopo Barbe za nazaj. Sprav imate epizodo o urah, imate epizodo o klasičnih komadih in zdaj tudi povezavo na predavanje, o katerem še nisva govorila, ker ga jaz sem videl 3 minute, ker nič ne razumem. To se lahko naslednjič pogovarjamo, nima cajta več, ker so že preveč dolga. Tako da, zdaj le gre v Dopo Barbo, pejte na aparatus.si pošiljnica podpri ali pa podpri.si, to tudi deluje. In naj jo podprite, res hvala, ker zaradi vas ta podcast še obstaja. V veliko boljšem stanju ste zdaj, ko se propagira Dopo Barba, Ja, ker dobite vse za nazaj, ja. kot so bili, recimo, ko smo začela. Recimo, To so pa predani ljudje, to so pa te najbolj treba ceniti. Ker Ja, če ampak- oni ne bi dejali, da bi nehala. To, Absolutno, ampak Ja. veliko več dobite, kot To so je pa oni res, to je dobili pa dejstvo, takrat. to je pa dejstvo, to je pa sem dejstvo. hotel- Okay. To sem hotel povedati. Tistim se reče, tisti so pač člani kulta. Ne? Okay. Lahko dan Dopo Barba intro, prosim. Ajde. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo opazovalnice. Anže, Anže, Ja, Jure, um, povej. sem se odločila, da Dopo Barbo govorimo